Ja, to je dogodek bolj etnološko, kmetijsko obarvan, v bistvu neko tekmovanje, zdaj že mednarodno, tradicionalno in nekako obravnava tako tekmovanje te starejše opravila ročna, se pravi košnjo trave. Če pa gledamo zgodovinsko, je pa to tako. Z košnjo trave in s pravilom sena in krme za živino se je nehalo obdobje nomadov. Takrat se je nekdo nekje ustalil, ker je to hrano potrebovala večja živina, ki je kasneje bila pač primerna tudi za obdelavo površin. To pa pomeni, da so se naši daljni predniki potem nekje morali ustaliti. In seveda za to, da je v zimskem obdobju živina imela zadosti krme, je seveda to bilo potrebno poleti spraviti. To je pa to ohranjanje neke tradicije, bolj zabavnega, tekmovalnega značaja. Zanimivo je, da je tu vselej bilo to med prvimi, zdaj se je pa to razpalo že po celi Sloveniji, pa tudi v okoliških državah, tudi državah nekdanje Jugoslavije, kjer pa so te prireditve tudi dosti bolj množične, odvisno tudi od česa pač neko prebivalstvo živi.